Cilj tega, kar smo se tukaj razbrali in kar se tako pošli v takem letnem številu, je predstavitev moje druge knjige iz ciklusa Pozabljeni svetovi. Prva je išla 96. leta, pol zaradi nekih objektivnih stvari sem prelagal pisanje drugega dela te knjige, to je na neki način drugi del knjige, čeprav je samostojno branje. In kakor ste mogoče že zasledili ali pa slišali, pripravljam tretjo knjigo, ki bi mogla priti pa konc tega leta ven, in to je trilogija, ki je zaključena. Moj poklic je, se bom kar tako malo še naslonil, zdaj sem že malo starejši občan, pa se moram nekam postaviti. Moj poklic je egiptolog, mitolog, pa bolj mitolog kot egiptolog, ker sem se podal na pot raziskave pisnih virov, brskanje po prahu in tako naprej, kot nek Indiana Jones, tis mi ne gre. Tale vidim direkt v hieroglifih, kaj je napisano, pa še nekih drugih jezikih. In iz tistega potem črpam. Slabše slišimo, prosim, če lahko. Lahko na glas. Tako da pravim, da rad berem v originalnih virih, kar je napisano to zapravo v hieroglifih, ali pa v eni od egipčanskih pisav. In na podlagi tega, ko se enkrat začneš ukvarjati z mitologijo, potem vidiš, da ni dosti vedeti samo konkretno mitologijo starega Egipta, kar manjkajo ne samo drobci, ampak cele skale noter, in se začneš nadovezovati na druge mitološke vire. V prvi vrsti sem tle upošteval mitološke vire iz Indije, to se pravi vedske vire, in kasneje tudi grške in pa ostale vire, kjer so nam na razpolago. Jaz zelo rad rečem, in tudi v tej knjigi imam navedeno na samem začetku, da mit ni pravljica. Moramo vedeti, da neki dogodek, ki se je zgodil realno, čez čas zgubi tisto večji del realnosti, to se pravi, in se mu pridodajo nekaj, kakor bi mi rekla, kazala, jedro ostane isto in to se potem spremeni v legendo. Še čez toliko in toliko časa se ta legenda spremeni v mit iz več vzrokov, namreč zrno ostane isto, na oko se pa potem nabere en kup drugih plasti, to isto kakor pri čebuli, en kup drugih plasti, in če hočete priti do sredice, morate potem tiste plasti odluščati. In mitologi v bistvu to delamo. Jaz sem med ostalim tudi član že dolga leta mednarodne skupnosti, organizacije, ne vem, kako bi temu rekel po naše, ki se ukvarja z ugotovitvami in poskusom postavljanja nekako realnih letnic v izdane preteklosti proti naši dobi. Enostavno je lahko reči, leta 200, 300, 500 po Kristusu se je zgodilo to in to. Vse za nazaj je pa že bolj dvomljivo. Vse za nazaj pada v dvom. In zato jaz zmeraj rečem, da mit je enostavno kodirano sporočilo iz preteklosti. In to kodo je treba potem tudi izničiti. Zlomiti, da prideš do jedra. Namreč, naša zemlja je v svoji tako imenovani 4,5 milijarde dolgi zgodovini, ali pa mogoče 5 milijard dolgi zgodovini, doživljala
spremembe takšne in drugačne. Vemo, da danes mlade generacije geologov, hvala Bogu, več ne vztrajajo na nekih zakorenjenih virih, imajo svoje poglede, ki so izgleda bolj realni kot oni prejšnji, ki smo se mi učili. Namreč mlade generacije geologov zdaj govorijo, da je Zemlja bila nekoč manjša in da se širi. Iz tega potem pride tudi do potovanja kontinentov in tako naprej in tako naprej. Pa do izpodrivanja plasti. Življenje nekako mi postavljamo, bi človek rekel, 600 milijonov let v preteklost. Zemlja doživljala en kup katastrof vmes, pa ne bomo zdaj na teh katastrofah se obesili, ker enkrat sem o tem že govoril pred parimi leti. Nekateri to omenjam zaradi tega, ker recimo Michael Cremov in še ena par drugih znanstvenikov postavljajo tudi začetek neke civilizacije v toliko daljno preteklost, recimo v neki mezozoik, ko so še dinozauri hodili po svetu. Namreč take zverine človek ne bi danes rad več srečal. Sploh pa ne tole, velociraptorja, ki je bil malo večji od nas, ampak je pa vse živo pojedel in pobil. In Kremo s svojimi sodelavci, glede na tako odkritje, kakor je recimo tole kladivo, kjer ga so najdel pri Glen Roseu oziroma mesto London v Teksasu, on postavlja tole kladivo nekam v preteklost približno 200 milijonov let, to se pravi v konec Jure. Nisem drugih artefaktov dal noter, to je samo za ilustracijo dano. In tukaj recimo sem naredil samo vizualno, kako bi izgledal razvoj življenja na Zemlji, to se pravi 4,5 milijarde let je na skrajni levi, tale majhna temna točka, ki jo pa vidimo gor, je pa začetek človeka. In danes te teorije se rušijo, pravijo, da je začetek človeka precej bolj nazaj postavljen, to se pravi ne tiste 3 milijone let, kolikor so nas učili, ampak grejo celo v 10-15 milijonov let v preteklost, brez nekega prokonzula in tako dalje, ki se je pojavil pred 23 milijoni leti. Tako so si predstavljali našega davnega prednika. Pol opica, pol človek. In tako ga še danes predstavljajo. Ampak te teorije se danes ruši. In to fajn ruši. Nažalost, bom mogel povedati, da danes, ko sem se pripravljal, da bom šel sem, in ko sem že pripravljen ves ta material, ne vem, kjer hodič je bil, enostavno so mi slika s Kluška zginila in zdaj sem jih, prej sem šel sem jih na hitro notro metal in sem ene par slik pozabil in zato moram zdaj reči, da v Afriki so odkrili sledove modernega človeka, okamenele sledove modernega človeka in sicer sledovi so v nekdanjem pepelu, vulkanskemu pepelu, ampak stari so 5 milijonov let. To se pravi, takrat je človek že hodil po koncu in verjetno še kaj drugega izvajal, kar mi še ne vemo. Je predolga doba za nazaj. Pred 5 milijoni leti ne bi pa takle tip hodil po naši zemlji. Verjetno, da je, usporedno z našim prednikom. Kar ne smemo pozabiti v moji prvi knjigi Pozabljeni svetovi, sem omenil med ostalim, da je Bog Anu naročil bogini Aruru, to je sumerska mitologija, da naj naredi ljudi, ki bojo delali namesto bogov. In Aruru je naredila 9 ras
po teh 9 ras se je samo naša obdržala. Mi pa danes vemo, paleoantropološko gledano, da glavne rase, kjer so tako imenovanega človekovega prednika, jih je 9. Z našo gled. Še nedolgo tega so predstavljali neandertalca kot na pol našega tipa, na pol tipa nekega opičaka, ampak moderna rekonstrukcija je tole. Računalniška. To se pravi, se ne razlikuje veliko od nas in največji hec je to, da v Mahabharati, indijskem epu, v tej vojni, ki je trajala 10 let, to bomo kasneje govorili, se pojavlja tudi tip človeka po opisu zelo podoben neandertalcu, pa tudi zelo razvit. Ne samo fizično, ampak tudi umsko. In je operiral z istimi orodji, istimi orožji kot naš davni prednik. In da je stvar še lepša, po tej veliki vojni, kasneje, se pojavi sumerski ep o Gilgamešu, ko Gilgameš dobi spremljevalca, da grejo po orožje bogov na goro bogov, Eginduja, in Egindu je opisan kot neandertalec v epu o Gilgamešu. In če pogledamo tega našega davnega prednika, to se pravi krominionskega tipa, kakor so ga poimenovali, in če še enkrat nazaj pogledamo neandertalca, vidimo, da smo skoraj nekje enaki. Te jamske risbe, kjer so odkrite in po Španiji, in po Franciji, in še kje drugje, pripisujejo našemu davnemu predniku, ampak nekateri arheologi so v resnih dvomih, kaj pa če jih ni risal neandertalc. Še posebej takrat, ko je pri nas profesor Turk odkril piščal v divjih babah, to se pravi, datiruje nazaj 40 000 let v preteklost. In ta piščal je narejena z rokami neandertalcev. To pa pomeni, da neandertalci so bili že tudi takrat izredno ne samo čustveni, ampak tudi razgledani v svojem svetu. Ker imamo tudi socialne primere iz davne preteklosti, ko so neandertalci tudi svoje ljudi zdravili in skrbili za njih, isto kot da imajo socialno službo. Botina Šanidar v Iranu to potrjuje. In na koncu se vsi strinjamo, da so naši davni predniki živeli takole. Pa je bilo res to. To je zdaj veliko vprašanje. Namreč, ta zemljevid, ki ga vidite, to ga vsi verjetno poznate, to je slavni in razvpiti zemljevid turškega admirala Piri Reisa, ki je 1521. leta naredil in narisal karto Mundis. To je 1/4 tega zemljevida. Na levi strani so pa napisi, samo moment, da jaz vzamem nekaj, kar sem pozabil. So pa napisi v turškem jeziku z arabskimi črkami, ker Turki so tako tudi pisali. In poleg obrazložitve, kako je risal zemljevide in tako naprej, je med ostalim v temu delu navedel, da je risal zemljevide po predlogah, ki so še iz časa pred Aleksandrom Velikim. To je zapisano tu. Za marsikaterega je zanimivo to,
namreč avtentična zemljevida in tudi vsi proporci zemljepisni so potrjeni v Ameriškem vojaškem pomorskem inštitutu, da so originalni in nobenemu ne gre v račun, odkje Piri Reisu tisto znanje so enostavno s pameti spustili pač predloge izpred Aleksandra Velikega, odkje mu tisto znanje, da je določil natančno razdaljo med Brazilijo, Afriko in pa tle dol, da je urisal Antarktiko. V tistem času, ko je Piri Reis risal te zemljevide, niso vedeli za Antarktiko. Antarktiko so odkrili Rusi še 1821. leta. To se pravi 300 let kasneje. Mene osebno fascinira ena druga stvar. Ne Amerika kot taka, ampak tole, kar vidite, to je v Saharju. Namreč to, kar je tele pokazano gor in narisano, je svetopiselski raj. Bom kar naravno spovedal, ker svetopiselski raj se ne nahaja v Mesopotamiji, ampak tukaj. In ta konc se imenuje po staroegipčansko Tuat, ali raj, dežela mrtvih. In ta kraj se še dan danes imenuje Tuat v Sahari. In je najbolj vodnati predel v celi Sahari, seveda z težkimi vodnjaki. Ni samo Piri Reis tisti, ki je risal take zemljevide. Ta zemljevid je zemljevid Jahudi Benzare, ravno tako turškega kartografa, ki je delal ravno tako po starih predlogah in ne bi bilo nič nenavadnega na tem zemljevidu, če ne bi bilo toliko otokov. Danes so ti otoki potopljeni. Pa je enkrat nekdo rekel, ja, mogoče pa iz svojega veselja, ali pa mu je bilo dolg čas, pa je delal pikce po zemljevidu. Zato lepo in prav. Ampak vsaka taka pikca ima svoje ime. Tudi on je delal po predlogah, ki so izredno stare. Bomo rekli, kar po domače, pred Aleksandrom Velikim. In ko smo že omenili prej Antarktiko, Ortelius, znani kartograf, riše atlas, v kateremu nariše Antarktiko brez ledu. Se pa vsi znani kartografi strinjajo, da tako zemljevid Orteliusa, Jehudija Benzare in Piri Reisa so mogli biti snemani iz izredno visoke višine. Mi pa vemo, da smo šele v 20. stoletju začeli frčati po luftu, prej pa niso to smeli. Konkretno za zemljevid Piri Reisa so ugotovili, da je snemano z višine približno 34.000 metrov, oziroma 34 kilometrov, to je pa orbita naših satelitov. V povprečju. Da bi bilo pa to risano? Ortelius je to risal 1600, pa še nekega leta, ne vem točno. Zato sem kar malo preskočil letnice. Zdaj, če gledamo na to se pravi, to, kar sem do zdaj povedal, ali
je bila civilizacija na zemlji, ali pa kakor so vsi nekaj zdaj navdušeni na tem, da so prinesli vesoljčke. Jaz se iskreno povem, dvomim v vesoljčke. Ampak ne v tiste vesoljčke, ki so blizu zemlje, v tiste vesoljčke, ki so dal od zemlje, dal od našega sončnega sistema. Malo zapleteno, ne? Bom pa tudi povedal, zakaj. Nekako neverjetno se mi zdi, če vzamem Alfa Centauri, ki je 4,5 svetlobna leta oddaljena od našega osončja, to se pravi, pa če bi slučajno imeli gor neko civilizacijo, tudi če imajo prevoze, ki grejo z dvakratno hitrosti svetlobe, pa da pridejo samo na kofe, na zemljo. Ne vem, če bi 4 leta pa pol svetlobna potovali, zato da bojo malo kontrolirali, kako se mi rastemo, kako se razvijamo, pa še kakšno kavo smo, recimo v Velenju. Še svetlobe ne bi smeli zmanjkati. Pa tega ne bi smeli zmanjkati. Ne? Je pa tako, ne? Nekateri se zgovarjajo potem tudi trenutno še na nedokazane črvine, te preskoke in tako dalje. Ampak to je že druga tematika. Tle pa ni več potovanje po tem, kar mi poznamo vesolje. Tiste potovanje recimo preko raznih sfer, v druge sfere. O tem ne bom govoril, ker potem bi se to zavleklo. Hočem samo eno stvar povedati, to, kar sem na začetku povedal, da je Zemlja v svoji zgodovini doživljala blazne katastrofe. Ena takih katastrof je bila 72.000 pred našim štetjem, ko je izbruhnil vulkan Toba v Indoneziji in baje, da naj bi takrat ostalo na tem svetu vsega skup 1002 prebivalcev. Govorim o ljudeh. Ker vemo, da vulkan izmeče razne sestavine v ozračje, med ostalim tudi žveplo. In Toba je izvrgla v ozračje, kakor so kasneje izmerili, ogromno žveplo. Žvepleni prah, ki se veže v ozračju za vlago, pada na zemljo kot neka vrsta žveplena kislina. In to vse uničuje. Za zemljo red in za stavbami red in z vsem. Lahko da je bila takrat neka tudi civilizacija. Hočem še eno stvar povedati, da Sumerci postavljajo svoje prve kralje nekaj manj kot 300.000 v preteklost. Za ilustracijo, vse to je vse v teh knjigah navedeno, za ilustracijo naj pa tako povem, da uradno, če gledamo, Neandertalce nekje pred 250.000 leti zapustil Afriko in je od Pekertlov proti severu, potem so se razdvojili, eni so šli na vzhod, eni so šli v Evropo. V Evropi v tistem času ne bi bil tako imenovan heidelberški človek, ki je bil zelo, zelo podoben Neandertalcev in nam. Ampak naš davni prednik, pa nekje 110-120.000 let pred našim štetjem zapusti Afriko in odrine za Neandertalcem v Evropo. Sumerci postavljajo pa svoje kralje, še enkrat povem, 300.000 let v preteklost, oziroma skoraj 400.000 let v preteklost. To je njihova slavna lista kraljev, ko ne vejo, kako bi zdaj te datume naši znanstveniki uskladili, da bi bilo nam dojemljivo. Ne morejo se nekako sprijazniti, da pred 400.000 leti bi lahko razvit človek, ki lahko nekaj ustvarja, ki lahko tudi zida. To ne gre v račun. Če so pa prve kolibe in prva stalna naselja postavili
šele okoli 4500 pred našim štetjem, čeprav Jerihon je postavljeno že 8000 pred našim štetjem. Da ne govorim še o Mohendžodaru in tako dalje. Ampak, pustimo zdaj te oganke na mir. To je malo predaleč, pojmo bližje. Ena od katastrof, zadnja katastrofa, ki je bila nekje okoli leta 8300 do 8500 pred našim štetjem. Tole, kar vidimo tele, to je ozvezdje Vela. V tem ozvezdju je eksplodirala supernova in delčki te supernove so leteli ravno tako tudi proti našemu osončju. Ko so prišli do našega osončja, so naredili, po domače povedano, celo štalo. Neptunu so izrinili Pluton, globi v vesolje, okruški, manjši okruški, so se ujeli v orbito Saturna in Jupitra, zato imajo tak majhnih lun. Večji kos je očitno priletel v orbito, v planet, ki se nahajajo med Marsom in Jupitrom, ga je razbil in to je ta tako imenovan pas planetoidov, ki deli notranji in zunanji sončni sistem. Dva kosa sta ostala v orbiti Marsa, Demos in Phobos, kakor smo jih mi zdaj poimenovali, dve kamnite gmote. Mars so pobrali del atmosfere, verjetno mu je tudi naklonski kot se spremenil, potem je pa to letelo proti Zemlji. Letelo proti Zemlji in je zbombardiralo zunanjo stran Lune, to se pravi z naše strani nevidno stran, zato ima toliko kraterjev. Tudi na Zemlji je spremenilo pri padcu enega kometa, se je verjetno tudi naša os nagnila preveč. Za trenutek se je lahko ustavila rotacija notranjega jedra, samo za trenutek, ki se vrti retrogradno od površine in je prišlo do naleta kontinentov. In takrat so začele cele pokrajine spreminjati. Nekje podmorje, nekje nadmorje, nekje so se pojavile planine, nekje so planine zginile. Tako da cunamiji, kjer so takrat divjali, ne samo po par metrov, ampak tudi nekateri menijo po par 100 metrov visoki, eni pravijo celo kilometer, ne vem. In pa seveda vulkanski izbruhi so potem svoje naredili. So spremenili površino in izgled Zemlje. Komet, eden od kometov, je padel v južni del Jadranskega morja. In je premaknil ekvator. Zemljo je potisnil bolj proti severu. Stari ekvator je pa pristal tukaj, kaj ga imamo zdaj. V teh protuberancah je prišlo tudi do preloma na področju današnjega Istanbula, to se pravi Bosporja, in je potem morje zalilo bazen, verjetno je bila prej tam sladka voda, je zalilo bazen in imamo tako Črno morje.
potop. To, kar imamo opisano v Svetem pismu, potop. Sumerska plošča, na kateri je opisan potop. Ampak je bil to res ta potop. Konc ledene dobe, to zaprav 8000 pred našim štetjem, je bil višek ledene dobe in se je naglo končal. Naglo se je končal samo zaradi tega, ker sem prej povedal, da je komet udaril v spodnji del Jadrana. To, kar tele vidite, to je ob koncu ledene dobe. To se pravi, reka Pad se zlivala nekje v višini današnjega Peljasa pa Splita. V Jadransko morje. Idealno za civilizacije pa je, da so doline, ki imajo umirjeno klimo in ki imajo dosti pitne vode. To se pravi dolina Nila, Inda, Jangtse-Janga, še kje druge in pa seveda Jadranska dolina. Idealno. Ampak ob tem udaru kometa, kar se zdaj tudi počas dokazuje, so v tej dolini bile tudi naselbine. In ob tem udaru kometa, ko je prišlo do premika Zemlje proti severu, ko so se začele deniki naglo topiti in tako naprej, je potem Jadranska dolina postala poplavljena do današnjega Trsta, Venecije in to, kar mi danes poznamo, ker vemo, da ta del Jadranske doline je v povprečju globok 50 metrov. Nekje več, nekje manj, ampak povprečna globina je tako. Tukaj, kaj je pa komet udaril noter, je pa 1200 metrov. Prehod skozi Otranska vrata je pa 400 metrov. Se vrti različno, ampak se točno vidi risa, ko je komet noter udaril. No, da je še lepše. In to, kar sem zdaj povedal, v tem času ne bi smelo biti civilizacija. Ampak bi mogel narod živeti tako. Uradno gledano, z očmi arheologov. Pa pejmo zdajle malo na pol arheologom, na pol klitologom. To je pa tisto področje, v katerem peješ čarat. Proban čarat. Da se razumemo. Namreč, nisem jaz dolg časa, sem bral argonautiko, seveda od Švaba, to, kar imajo tudi tle v knjižnici. Jaz sem tudi doma, se lahko pohvalim. Ampak tam noter je nič napisano. Tam je napisana pravljica, po kateri ne moreš veliko slediti. Ker Švab je pobral ven samo tisto, kar je njemu odgovarjalo. Apoloni z Rodosa, Apoloni z Rodosa, ki je napisal argonautiko, je predstavil res neko super delo, ki se lahko popolnoma normalno primerja z Iliado, z Odisejo in tako naprej. Ampak sama argonautika njegova je za malenkost manjša od Iliade po verziji.
Če hočemo razumeti, kaj je hotel povedati, moram pa samo en košček njegovega življenjepisa vam povedati. Ne bom dolgočasen. Namreč, on je bil eden od 4 kandidatov za direktorja knjižnice v Aleksandriji, ki je takrat bil direktor Eratosthenes. Med ostalimi nalogami, kjer so imeli kandidati, je bilo tudi napisati neko epsko delo. In ker so imeli na razpolago celo aleksandrijsko knjižnico, plus še druge knjižnice, ne samo v Aleksandriji, še druge po Egiptu, se je Apolonij spravil pisati neko delo, ga potem predstavi, ko je prišel na vrsto, in je bil izžvižgan. Moramo vedeti, da v tistem času so v Egiptu vladali Ptolemeji, grški faraon. Bo točno Ptolomej III. Apolonij je razočaran, pa mogoče tudi besen, popoka vse tisto, kar je imel, na ladjo in direkt na Rodos. Na Rodosu je predelal svoje delo, ga je napisal na kožo Grkom, njihovi miselnosti, njihovem dojemanju sveta, je vtaknil njihove bogove noter in potem se mu zaploskal. Kako znano, ne? Ampak v svoji argonautiki Apolonij pusti drobce, da se vidi, da je bilo prej eno delo, kjer ga je mogel on popraviti. Kako je poimenoval tisto svoje prvo delo, se ne ve. Ampak pusti pa dosti zanimive drobce. Eden izmed teh drobcev je, ko govori, ko se je Egipt še imenoval dežela megle. Dežela megle je bil samo v tistem času, ko je bila Sahara zelena, ko je bila plodna, ko so bili gozdovi in savane in ko je bilo divjadi čuda. In ljudje so tam živeli. Leto med 5 in 8 tisoč pred našim štetjem, ali pa če pogledamo, lahko je tudi 10 tisoč pred našim štetjem. Tisto 8300, 8500, ko je preletel, ko so delčki supernove Vela preleteli v naše osončje, moram še to povedati, v tistem času je zginila tudi Atlantida, o kateri so govorili Platon, svečeniki v Sajsu. Torej, v tistem času se je verjetno dogajala tudi zgodba o argonautih. Druga taka zanimivost pri njemu je, da opiše, ko je moral Jazon narediti ladjo Argo, da mu je pri tem pomagala boginja Atena. Ona je naredila načrte in ona je pomagala narediti ladjo Argo, ampak Ateno je on dal je bogini grško ime Atena, v resnici pa to boginja Neit, starogrčanska boginja, ki spada med najstarejše božanstva v Egiptu. Svečeniki boginje Neit so tudi Platonu govorili o Atlantidi. Pogoj za izdelavo ladje Argo, pravi Atena, mora biti tudi kobilica iz hrasta v Dodoni. Dodona v Grčiji je imela prvi hram po velikem potopu. In hrast, ki je bil tam, je bil sveti hrast boga Zevsa. Deukalion, ki se je rešil takrat po potopu, je zgradil hram na naročilo Zevsa. Ampak ta hrast ni bil kar tako.
kobilica v ladji Argo je imela nalogo voditi ladjo Argo po neznanih vodah. In ko je Jazon sa svojo posadko prišel v Kolhido in s pomočjo Medeje ukradel zlato runo, po katerega je bil tudi poslan, ko se je vračal nazaj iz Kolhide in ko je kralj Ajet ugotovil, da je Jazon ukradel zlato runo in da mu je pri tem pomagala njegova hči, svečenica Hekate, Medeja, je po domače povedano znoril in je svojemu sinu Absirtu naročil, da mora zaustaviti sa svojo floto ladjo Argo. Absirt ne bi se pa nekje nahajal pred Dardanelom. Kako mu je lahko naročil s pomočjo kakšne veze iz Kolhide, ki je v Podkavkazju, pred Dardanele, da naj ustavi ladjo Argo. In še ena stvar. Argonauti ne grejo k Dardanela, ker jim je tako rekla kobilica v ladji. Ampak grejo čez Črno morje do ustja reke Ister ali današnje Donave. Tudi tukaj je vodila kobilica. In potem po reki Ister mimo današnjega Beograda zavijejo na spodnji Ister ali Savo, pa preko naših krajev pridejo do Jadranskega morja. Vsi tisti, kjer zdaj govorimo o zahodnjakih, ki so raziskovali argonautiko, pojma nimajo o geografiji Slovenije in Balkana. Res nimajo pojma. Namreč v tem predelu še eno stvar moramo imeti v mislih, da se je geografija tega področja spreminjala. V tem predelu, na področju današnjega Beograda, je bilo ogromno močvirje, ki je bilo ostanek Panonskega morja. In odkje je zgornji Ister ali Donava pritekla v to močvirje, Jazon ni mogel vedeti. Naveza stike z domorodci je pa tudi problematično, ker ni mu časa, ker ga je Absirt sa svojo floto, delom svoje flote, sledil po reki Donavi, ko je videl, da je Jazon se premaknil na zgor, ko je vedel, se ne ve. In drug del flote je pa postal preko Dardanel v Jadransko morje, da pričakajo Jazona. In Medeja, oziroma Jazon s pomočjo Medeje, pričaka Absirta nekje na področju današnje Romunije in ga ubije. Vemo po modernih antropologih, ki imajo stike z domorodci v odročnih krajih, to se pravi, so to puščava, so pragozdovi, se to ni važno več. Ne boš ti samo kaj prišel, pa boš rekel, posluš, daj ti meni povej, kam se gre tlele naprej. Ti moraš z njimi stike navezati. In ta plemena, kjer so bila tukaj, ker niso bila mehna, bi mogel Jazon tudi stike navezati. Ampak ni. Njega je vodila kobilica v ladji Argo. Pa če je bilo že jasno, da se odvoji v spodnji Ister, to se pravi v današnjo Savo, in da gre nekje proti našemu belemu mestu, ki mu pravimo Ljubljana,
Ja, kako je pa tam vedel, da se treba pa na Ljubljanco odvojiti? In tam prezimiti. In če pozorno beremo Argonautiko, vidimo, da ni prezimil tle, ki ga postavljajo kobajagi pri Vrhniki, ampak je prezimil na zahodni strani Grajskega hriba, tam, ki so danes Prule oziroma Žabje. Ali, kot so nekoč rekli, Aemono. Dotle je še vse lepo in prav. Samo Atena je naredila nalogo in načrt, da je lahko 52 veslačev ladje Argo, lahko ladjo Argo nosilo. 3 dni. To so bili člani posadke, ki so bili vsi ali dedje, ali pa očetje kasnejših grških herojev in pa polbogov. Že to postavlja v daljno preteklost Argonautiko. To je še ena točka tista, na katero se lahko oprimemo pri Apoloniju, da je mu prej že neko predlogo nekega prejšnjega epa, ki ga je napisal. Ampak vse to je že ostalina neke civilizacije, ki je bila in se je uničila. Kar, če računamo, da veslač rabi 1,5 metra, to se pravi, da se spogne naprej in veslo potegne nazaj, pa spet naprej in nazaj, 1,5 metra. To se pravi, ladja Argo bi mogla biti dolga približno 33 do 35 metrov, široka 4 metre, o globini božne ne govorimo, o višini. In taka ladja ni mogla pluti po neki reki Vipavi, pa potem na neko Sočo, ker Apolonij ne govori, da so pluli potem po Jadranskem morju in potem pa po reki Pat, kakor nekateri zakonaki trdijo, po reki Pat, pa čez Alpe spet prinese ladjo na reko Ren in od tam v Sredozemsko morje. Ne. Apolonij prav, da so po reki Rodanos prišli na reko Eridanos, ki je današnji Pat, in po reki Eridanos prišli v tako imenovano Kronosovo morje, tukaj, ki je največja globina Jadranskega morja. Če gledamo tako, potem lahko postavimo Argonautiko ob konec ledene dobe. Pred potopom, ki je opisan v Svetem pismu. Moramo imeti eno stvar še v glav, da Perzici v Zenta vesti govorijo o potopu, ki je ljudem segal do prs. Maji, ki so pa to verjetno pobrali po Olmekih ali pa še prejšnjih nekih ljudstev, pa govorijo, da so njihovi predniki poskakali v čovne in odveslali na visoke hribe. To je bil potop. Ampak naš svetopisanski potop pa prav, da je bil tudi Ararat prekrit z vodo, pa je potem tista 2 vrhova sta vam pogledala in je Noetova barka tam pristala. Malo pretiravalo, ampak v redu. Da je za oprostiti, kaj je toliko staro. Sprašujejo me dostkrat, kje so kakšni tehnični dosežki iz unih dob. Ena je tada, recimo, ki pravijo, da ne bi bil kronometer iz Antikitere, ki so odkrili, meni se zdi tam nekaj 23. 24. leta v Grčiji, pa potem delajo rekonstrukcijo. Ampak tile zobniki, ki so noter, tukaj se samo vidi, imajo zobčke, ki so lahko delani samo strojno. To postavljajo v leto približno 1800 pred naše štetje, samo mi vemo, da takrat niso imeli strojev, ki bi lahko take zobčke. 2 sveta kraja. Severni Egipt
to se pravi ta, ki se nastane proti Sredozemskemu morju, tam je bila Sakara. Južni Egipt, to se pravi, bi temu rekel človek, Srednji Egipt, tam je pa Abidos, hram Sfinge v Gizi, je zelo podoben po načinu gradnje hramu v Abidosu, Ozirionu, to se pravi, hramu boga Ozirica, ki je, glejga čudeža, takoj ob hramu Svetega Prvega. Ampak, ko to pogledamo, tudi na internetu lahko poiščete, takrat se boste videli, da so si po načinu gradnje zelo sorodna, ne spadata pa v egipčansko arhitekturo. Ni šans. Prej spadata v arhitekturo Andov, v Južno Ameriko, kakor pa v egipčansko kulturo. Ker to, kar sem prej govoril o tem, da je bila ta civilizacija uničena in tako naprej, kjer mi ne poznamo kaj in kako je bilo zno, kjer imamo v vidu samo preko nekih mitov, pa preko Mahabharate, preko Popol Vuha, Viča Majev, z Jukatana, potem nekih kitajskih virov. In če se tle lahko stavim pol tudi en dokaz glede teh vimanj v tisti civilizaciji ali pa letečih strojev, je pisava, ki se nahaja na Velikonočnem otoku v Tihem oceanu, ki spada pod Čile ali Peru, Čile, ki spada pod Čile, ampak enaka pisava je pa v dolini Inda, čisto enaka pisava. Vmes je pa 19 km zračni blizu, pa preko morja. Kaj pa tam bo tisalo, ko ste rekli, da tista slika fascinantna, te ženske, da je bila ena slika na mesle, prej ste pa govorili tisti kaj? To je enostavno, namreč, Dandara, hram boginje Hathor, to, kar sem prej omenil. Moramo vedeti eno drugo celoto tega. Dandara, Edfu, Abidos. Ti trije kraji, tri mesta, spadajo v tako imenovano kraljestvo boga Horusa. Bog Horus dobi nalogo od boga Ra, da se spopade s Setovo vojsko, ki se je uprla bogu Ra. To se pravi, ljudstvo se je uprlo proti bogu Ra in Horus dobi nalogo, da se spopade s Setovo vojsko, oziroma s Setom, svojim stricem, ker Set ubije Horusovega očeta Ozirica. Prej. In Izida, žena Ozirica, oživi mrtvega Horusa, zaploti z njim sina, ki ga poimenuje Set, ki ga poimenuje Horus. In potem Set zopet dobi v roke Ozirica in ga razseka na drobne koške. Tako da Ra ukaže Horusu, da se spopada z Setovo vojsko in da ne bi bilo to samo pokopno, Bog Tot naredi za Horusa leteči disk, ki ga naredi v Edfuju, ki pa ni več od Andare. In v Edfuju naredi kar nekaj diskov in pa naredi še železne vojščake, ki se borijo na strani Horusa in se imenujejo Šemsuhur, to se pravi sledbeniki Horusa, ali tisti, ki Horusu sledijo. V tem sklopu, prej sem omenil tudi Abidos, Ozirion, da ima tudi arhitekturo drugačno in tako naprej, v tem sklopu
pa tukaj, v Dandari, je ta intriga s to elektriko, žarnico, za to steno, ki je ta relief, je pa to. Ja, to ste povedali, samo Ja. piše. Zdaj pa, a hočete, da vam jaz to preberem poigričansko, ali da vam Naj, samo rada razumeva, je govor, ne vem, vsi, to piše enostavno takole. Tega napisam, zdaj pa ne boste dobili, tudi na internetu, da vam povem. To piše enostavno takole, da se pošilja energija mehlit, to je ta kača. To. Da se pošilja energija mehlit iz kraja Reret, to se pravi, to je danes Dandara. Imamo tele Ankh-Jet-Was, to se pravi, Ankh-Jet-Was bi mi po naše pomenili. Tista močna, izredno močna, uničujoča sila. Ponavadi imajo tole tudi kralji spodaj, kar pa prevajajo kot bodi zdrav, prosperiteten in tako naprej. Kaj bo kača? Mehlit je energija, neka nam neznana energija, nam neznana. Da se potem osvetlijo domovi bogov, v deželi Arabi. Se pravi, če ste prav razumeli, da naj pošiljajo energijo te Da se pošlje energija iz tukaj, ne, to se pravi iz Dandare, v deželo Arartu, da se osvetlijo bogovi domov. Domovi bogov. Hiše. To, kar smo mi naredili leta 90, ko smo želi. Tako. Ja. In to je to. Hvala lepa. Prosim. Ker je tako, ne? Egipčanska civilizacija kot sama civilizacija ni tako zapletena. Zapletena njihove izrazoslovje. Zapletena njihova miselnost. In ko bereš original teksta, se probaš nekje v mislih postaviti v tisto obdobje, iz katerega so teksti. In enkrat to ratuje pomen, drugi se ratuje pomen, ampak če... Ja, težko. Pa mislim, da se ne zdal prvi knjig v opisu. Te noter cikar, da nisem. Težko se to predstavlja gradna piramide po Herodotu. Vse dovolite, da se šest malo učili. V redu, no je to pa top delavcev, to pa top lepcev, to dela in tako naprej. Ampak, če se osredotočimo na eno stvar. V tistem času, ko ne bi Khufu Gros dal graditi svojo piramido, v tistem času je bilo v Egiptu približno 1 milijon prebivalcev. Nekaj več, nekaj več. Da ti uporabiš 200.000 ljudi, da ti grejo dela, moraš pa imeti v misli, da te rabaš odmeri vojsko, administracijo, policijo, delavce, ki delajo, za tiste delavce, ki delajo piramido. Da rabaš kmetovalce in tako naprej, in tako naprej. Torej,
stari otroci in tako dalje, a je možno, da potem Kevs nabere 200 000 delovcev.